Kaj si neki zamišljen? Poslušam, ko mi naši pošiljajo Signale. efekte iz marca. Ja, Povej. moram te malo lega. Kaj rab Chuck Norris, da v 2 minutah ubije 100,000 ljudi? Pogled. 100,000 ljudi. Kako smo začela podcast? Jaz sem se kar ustrašil. A si mislil, da moraš šest odgovoriti, kaj rab? On nikoli nič ne rab, ne? Danes bo en zanimiv podcast. Mhm. Se strinjaš? Zato, Tisk, ki ga napovedujemo že nekaj cajta. zato, ker je energija mama. Energija je mama. In Petrol je še zmer na naši barki. Tako da Petrol, hvala. Ne, o Petrolu bomo itak govorili večji del tega podcasta, tako da na tem mestu res še enkrat hvala. Hvala vsem, ki poslušate, date kakšno oceno, stisnete like, kupite kakšen kos merča, ta trenutek kažem naše obeske, pa napovedujem, da se bo kmalu v spletni trgovini znajdla ena zadeva, ki bo, rečemo temu, primerna za božično darilo. No? Ba je bo ful primerno, saj tisto, kar sta meni pokazala. A ne? Jaz si bom kupil. Se veseliš? Ja, si bom kupil. Jaz bi tudi kupil, če bi nekje videl tako zadevo. Tako, presežem. Pa veš, kaj moramo še povedati, ne? O današnjih gostih. Zakaj? Zakaj? Kaj? Mislim, da razbijemo mit, a veš, da je v velikih korporacijah, pa energetskih, pa telekomunikacijskih, da to delajo samo eni strici, ki so tam že 200 let. Ja. Jaz sem ful vesel, ko prideta 1-2 mlada strokovnjaka. Yes. To je to. Matic Markovič in Luka Strnad iz Petrola, pogovarjali se bomo o e-mobilnosti, o polnilni infrastrukturi, razbili bomo kakšne mite, povedali bomo kakšno zanimivost. Tako da, Matic in Luka, pridite not. A misliš, da imata ona dva rada avto v bistvu? 100%. Dej pa naj pridete not. Ok, Luka Strnad, Matic Markovič iz Petrola, dobrodošla v našem brlogu, atmosferskem brlogu. Živijo. Zdravo. Čau. Matic, Luka, da pokažem še vsem tistim, ki gledajo, pa ne poslušajo, s prstom sem namreč pokazal, kdo je kdo. Kakor sem prej rekel, jaz sem ful vesel, ne samo zaradi tega, ker se mi tako generacijsko malo ujamemo, ne? Pa na nek način se bomo tudi lotili tem takih, ki mogoče v bistvu malo bolj zanimajo tole generacijo, ki še nekako prehaja v mobilnost. Ne? Jure, a si pokimu? Sodaš zraven? Jaz sem pokimu, sem v mikrofon. Ja, generacijsko smo po moje kar tam, po moje, čeprav... Lih v zadnjem podcastu smo se pogovarjali v bistvu, koliko imamo v bistvu srečo, da smo na tem precepu mobilnosti, da v bistvu imamo možnost probati vse načine mobilnosti. A veš, nekoč bo na neka naslednja generacija bo rekla, a veš, kako je bilo voziti tiste avte. A veš, danes imamo pa stik nekako z obojem in res smo lahko na nek način veseli tega. Ne? In to v stiku sta seveda tudi najina današnja gosta. Ne? A veš, mi smo zdaj na nekem novem začetku po 100 letih, ki je žena od Karla Benza šla še v lekarno po benzin. Ne? Pa ni bil benzin, je bil kaj? Je bil etanol? Bil je benzin, bil je petrolej, bilo je vse živo, ampak to so bile takrat lekarniške doze. Ne? Počica. In na tisti legendarni vožnji, a je bilo od Benza ali bilo od Daimler, je žena. Pozabil. No, anyway, v glavnem, ženi dal avto zapeljati, izmanjkalo benzina, je šla v lekarno po benzin. No. Pa po Coca-Cola. Pa takrat so bile še konjske vprege, ne so vsi gledali, tako kot danes skeptiki elektromobilnosti tudi pogledajo, ne. Kva pa zdaj to, ne. Zmer manj jih je. Preden res zaštartamo, Matic pa Luka sta prinesla eno ful dobro darilo. Vem, da je Matic, si želi do besede pride, da malo razloži, zakaj je to prinesel. Da, Jure, pokaž, prosim te. Jaz bom našel... Ne bom. V bistvu bom... Ja, nimamo trenutno nobenega dizla, drugače sem mislil kudo notankati. Ta je dizel, A ja, ta je bil hibrid dizel, točno. Tega le bomo notankali, ne.
Vsi tisti, ki ne gledate, Lej, pazi zdaj. Matic pa Luka sta prinesla pištolo. Pa zdaj, ko tu sprožiš, neki megavatov energije teče čez roko. Ja. Tu je še vedno čar take pištole. Ne? A je res tako? Je res. Matic, povej simboliko te pištole. Ja. Ti, ki si iz oddelka mobilnosti, me je presenetilo, da si prinesel dizelsko pištolo. Povej simboliko. Ja, v bistvu tako. No. Danes v bistvu malo smo razmišljali, kaj lahko prinesemo. Vemo, da radi sprejemate nekaj, bom rekel, take spominke iz sveta avtomobilizma. In smo malo razmišljali, petrol vsi poznajo, pač poznajo ga po benzinu, dizlu in tako naprej. In smo razmišljali, kako bi zdaj mi dva, če smo iz e-mobilnosti prinesli nek spomink v bistvu iz sveta elektromobilnosti. In smo pogledali po skladišču in dejansko nismo najdeli niti enega polnilnega kabla, ki bi ga lahko danes prinesli. Smo imeli pa tam en tak ogromen zaboj teh odsluženih točilnih glav, in v bistvu evo pištoli in smo eno prinesli. Prav 1-0 za zanesljivost. Ja, lahko bi tako rekel. Dobro, da. Sam, da se vrnemo nazaj v tisto stoletje, ki smo ga prej omenjali. Vidim, da si nekaj si pogooglil. Hotel sem eksaktno informacijo, da Berta Benz je bila, partnerka od Karla Benza, pa tudi zanesenjakinja avtomobilska. A sta vidva avtomobilska zanesenjaka? Pa jaz bi zase rekel, da kar precej spremljam, sploh električno mobilnost, kot tako toliko bolj. Sem tudi redni poslušalec vas, pa tudi še par drugih podcastov na to temo. Tudi zelo veliko nekih reviewjev gledam, avtomobilskih, tudi kakšnih tujejezičnih. Tako da ja, načeloma sem. Kaj pa ti? Jaz sem mogoče že ta bolj doba te nove generacije, ki jim je avto bolj točka A do B. Okay. Nič nimam proti, če je to malo luksuzni avti, se pelem, ampak recimo tudi danes sem prišel s kolesom, v službo se vozim s kolesom. Tako da, ja. Zanimivo. Koliko pa v bistvu e-mobilnost ali pa avti nasploh predstavljajo v vajnem poklicu? Mislim, koliko živita e-mobilnost recimo znotraj vašega poklica v smislu prevozov? Zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da jaz pa Luka, v bistvu najin oddelek na Petrolu je v bistvu razvoj trajnostne mobilnosti, kar ni samo po sebi zgolj elektromobilnost, čeprav se večina oddelka ukvarja zgolj z elektromobilnostjo, ampak v bistvu zelo spodbujamo tudi prvič znotraj Petrola zaposlene, da uporabljajo različne načine prevoza, da mogoče so uporabljajo vozila, da v bistvu s tem pripomoremo k nižjemu ogljičnemu odtisu, pa ne nujno v bistvu zaradi uporabe električnega vozila. Tako da jaz pa Luka sva kar dober primerek, če lahko rečem, mi dva kar v vsakem vremenu prideva ali s kolesom, ali z nekim električnim skirojem, ali bom rekel se zmenjava, pa skupaj greva v službo z avtom. Tako, zelo probava biti pri temu praktična, pa pač uporabljati neke, bom rekel, prevozna sredstva, ki nas spravijo od točke A do B, s tem, da imamo čim manjši vpliv na okolje. Tako da, to. Sem lahko malo novinarsko predrzan ali pa, če hočemo, zajedljiv. Kar. A veš, da sem jaz hotel tudi z enim vprašanjem prijeti ven, ampak kako je? Ker ste omenila ta vaš oddelek, pa glede na to, da ste oddelek, da je to v vašem podjetju relativno nov oddelek, da ste se prej ukvarjali predvsem z naftnimi derivati, zdaj se pa tudi z drugimi oblikami mobilnosti in predvsem elektroenergijo. Me pa zanima, koliko na vašem oddelku na službenih poteh, takih malo daljših, ki jih ni mogoče opraviti s kolesom, a zdaj že večkrat, ko se ustavite na energijskem vozlišču, nalivate v avto ali polnite avto? Tukaj, če lahko še eno anekdoto povem, pač v pretekla 2 direktorja, jaz sem zadolžen za postavljanje infrastrukture. In jaz sem rekel, na avtocesti od zdaj naprej samo še ultrahitra infrastruktura, torej 350 kW. In ona dva, ne, Luka, to je drago, a ne bi bilo 50 dosti. In evo, oba direktorja sta šla na pot, en je šel v Berlin, en pa v Francijo z električnim. Ker sta prišla nazaj, sta rekla, Luka, oprosti, ker sem bil na avtocesti, če je bila 50 kW, sem se križil, zato ker če se voziš 10 ur, nočeš čakati 1 uro na eni pa na drugi in sta samo ultrahitri in takrat naprej. Torej, in tudi mi vsi znotraj oddelka
vedno vzamemo električni avto in ga uporabimo za te službene poti. No, jaz sem hotel Juretovo vprašanje malo razčleniti v bistvu, oziroma celo mogoče ga specificirati. Imata sestank v Beogradu. Razmišljata takoj, da vzameta službeno avto, ki vaju bo praktično z enim tankom pripeljal tja, ali je vama izziv vzeti električni avto v službeni floti in malo raziskovati? Jaz sem šel, se pravi, septembra, mogoče juni. Juni sem šel z BMW i3 do Beograda, ker je v bistvu tamkajšnji direktor Petrola Beograd je v bistvu imel neke težave, tam so imeli en služben električen avto, ta i3, in ga je bilo treba do Beograda spraviti, zaradi tega, ker je imel servis v Sloveniji. Žal nekako se ni dalo popraviti tistega i3-ja v Beogradu, v Srbiji nikjer. In je zato mogel priti v Slovenijo. In jaz sem bil tisti, ki ga je pa pripeljal dol. Jaz sem imel službeno pot. Stari 3. Ja, ta stari 3. Wow, to je 33 kW na bateriji. 33 kW. Ste pravi, do Beograda je 500 km, ne? 560. 560, ok. Ne? To je že skoraj zrelo za Hondin agregat v prtljažniku. Ja, Čak, to je zanimivo zdaj rad. Ne, in vsi tisti, ki pravijo, da se ne da, ne, da se, res se da. Sicer sem probal biti racionalen pri tem. Rad se igram s tem v bistvu, da poskušam optimizirati svojo pot na način, da maksimiziram tisto polnjenje, ki ga bom imel, se pravi, da z največjo možno močjo polnim. Se pravi, vsi vemo, da tam po 80% ponavadi sama moč polnjenja pade, zato nikoli ne polniš med tistih 80 in 100, ne? Zato probaš iti pač večkrat dol iz avtoceste, ne? Pa pač preklopiti, pa polniti. Ampak tam nek range tudi pa recimo i3-ju, se da zelo hitro pogooglati, da vidiš, kje v bistvu tista moč pada, kakšna mora biti state of battery, koliko mora biti tisti procent, da v bistvu ti optimiziraš to svoj čas polnjenja. No? In lahko povem, da sicer je moj kolega, seveda jaz sem mogel prijeti tudi nazaj, in je šel še en kolega z mano, je šel pa z dizlom, ker takrat nismo dobila drugega električnega, ampak on je šel z dizlom in v bistvu je štartval 4 ure kasneje, prišla sva pa skupaj na cilj. Tako da dejansko ni bilo, da bi zdaj rekel, res grozne razlike, glede na to, da je to res v svetu električnih vozil zelo star avto, ta BMW i3. No, predvsem to je podatek. To je podatek. Razlika je bila sicer kar orang. Razlika je v času kar orang, ampak bom rekel, tisto avto je, kot bi se pogovarjali, o dinozavru med električnimi vozili. Tako da se da. Še mogoče tisto vprašanje prvo, kako pa znotraj Petrola uporabljamo naš vozni park v bistvu, če gledamo čisto trajnostno, kaj smo v bistvu na Petrolu v zadnjih letih naredili spremembe. Imamo zelo veliko električnih vozil, sploh se v bistvu naš vozni park, sploh ne vem, procentualno, koliko električnih avtomobilov zavzema, ampak bom rekel, vsako leto se dodajo električni avtomobili. Tako da tudi zaposlene se spodbuja, da praktično uporabljajo to, da se seznanijo s to tehnologijo, da vidijo, da povejo svoje izkušnje in to. In tudi zelo veliko naporov na našem oddelku gre za to, da jih izobrazimo. Ker recimo, morate si predstavljati, da če nekdo navajen 40 let voziti bencinarja, pa mora pa enkrat polniti, ker gre na neko konferenco v recimo Srbijo, in enostavno pač moraš ga navaditi. To je drugače, to ni enako, in škoda si zatiskati oči, da je to čisto enako. Tako da v bistvu to. Ena zelo zanimiva stvar je pa tudi to, da smo v bistvu kakšne 2 leti nazaj smo akvizirali podjetje ATET. ATET se v bistvu ukvarja z kratkoročnimi, dolgoročnimi poslovnimi najemi, hkrati pa so v bistvu izjemni v optimizaciji, se pravi, obstoječih voznih parkov. Tako da v bistvu oni so tisti, ki pridejo v podjetje, ki misli, da potrebuje 100 avtomobilov, službenih, pa vemo, avto, ki stoji, največ stane, in te avti stojijo 95% časa. In v bistvu ravno zato je ATET tisti, ki pride v podjetje, pa pove, hej, vi ne rabite 100, vi rabite 30. Pa še 30 on demand imate nas, se pravi, pokličete, poveste, imate potrebo in jih mi preskrbimo takole. Tako da v bistvu na tak način probamo nekako znižati naš ogljični odtis pač na Petrolu. Tako da upam, da sem odgovoril. Jaz moram en kratek intermezzo, prej smo šli prehitro naprej, hotel sem ti reči hvala, ker tako razmišljaš in si tudi oba direktorja prepričal, da na avtocesti dejansko potrebujemo visoko zmogljiva energetska vozlišča, tako da pavc gor.
Pa kratek komentar, zelo me veseli, da je v enem takmu podjetju, na enem takmu oddelku, da so zaposleni mladi ljudje, ki gledajo daleč v prihodnost. To jaz mislim, da je dobro za celo družbo in tukaj sem res zelo vesel, da sta prišla in da bodo tudi poslušalci, gledalci, kdorkoli videl, pač, da mladi vstopate. Ker neka dogma se širi, da kar naenkrat mladih več mobilnost ne zanima. Ne glede na to, da ste rekla, da vidite avto od točke A do B, jaz nisem prestrašen. Predvsem, ker vidim, da resno jemljete te mobilnostne izzive tako po času, po energiji in tako naprej. Pa če ne zase, pa za druge. Ne? Ja, valjda. Tako da ful me veseli to. No? Luka, ko si lih omenil ultrahitre polnilnice, kdaj bomo rekli, da jih imamo v Sloveniji dovolj? Pa kdaj bomo rekli, da so dovolj hitre? To je zanimivo vprašanje, ne? To je skoraj že za čarovno kuglo, ne? Jaz mislim, da pač to je vedno jajce ali pa kura, ne? In v bistvu oba dva rasteta, in kura in jajce. Recimo, trenutno je v Sloveniji preveč polnilne infrastrukture, glede na število vozil, kaj bo verjetno konc leta okoli 8000 v teh električnih. Če pogledamo Norveško, kdaj se je tam boom zgodil, so vzeli en davek stran država in se je cena izenačila in takrat je poskočil. Mislim, da na Norveškem je leto 86% prodanih vozil je že električnih in je trg že 20%, več kot 20% je že električnega. Jaz mislim, da ko se bo v Sloveniji to začelo dogajati, ko bo se ta cena izenačila, kdaj bo to, je, mislim, da več od avtomobilske industrije odvisen, pa od nas, bo potreba po teh ultrahitrih polnilnicah zelo večja. Trenutno so naše ocene, da takrat, ko je torej high season, polet, so že te momenti, ko nekje je treba tudi čakati na polnilni infrastrukturi, ampak 90% od cajta pa trenutno je še trenutna infrastruktura zadovoljiva. Ampak se ti zdi, da lokacijsko rabimo še dodajati, glede na majhnost Slovenije, pa na naše vozlišče, avtocestno. Ne? A veš, ali smo že v fazi pod narekovaji razvajenega uporabnika? Ne? Jaz mislim, da je kar še treba dodajati. Jaz mislim, da mora nek standard, ki ga je tudi Evropska komisija priporočila, je na 65 km ultrahitra polnilnica na avtocesti. Aha, okay. Tako se je tudi Petrol dal na našo strategijo postavljanja infrastrukture, tako da mi bomo v bistvu ta celoten avtocestni krak, kjer bomo lahko, nimamo čisto na vsaki točki bencinske pumpe, ampak bomo to vsekakor poskrbeli v naslednjih 4 letih. Se pa treba zavedati, da postavljanje ultrahitre infrastrukture, to pomeni trenutno mi delamo, saj naredimo nov trafo, lastni trafo 1 MW, to zahteva gradbeno dovoljenje, ponavadi je to leto pa pol z vsemi administrativnimi procesi na koncu gradnje, ker na koncu sama fizična gradnja je še najkrajši del časa. To so vse tiste stvari, ki so v ozadju, pa ljudje sploh ne vejo. Vsakmu je logično, zakaj tle ne stoji polnilnica, če imate že pumpo, ne? Lastno trafo postajo, ne? Govorimo o 1 MW. 1 MW je dovolj, da žene eno žago, ki na leto razreže tukaj pa tukaj kubikov lesa, da si bo folk predstavljal. Ne? En megavat je tisti, ki ti preklopaš avto, pa slišiš, da se pod tvojimi nogami dogaja neki Svojo trafo postajo ima denimo tovarna Revoz v Novem mestu, kjer roboti švasajo, pa so kabli vodno hlajeni. Ne? Ja. Tako da ampak še to sem hotel povedati, kaj pa izziv te elektrike, ne? Ker jaz med drugim sem tudi zdaj odpravil že kar nekaj takih avtocestnih poti z električnim avtomobilom, ne? Naprimer ena takih je bila, ker sem si prav zadal cilj na službeni poti, ker seveda ne iščeš po navigaciji polnilno infrastrukturo 11 kW za stojnsko in tako naprej. Ti se moraš pač v mojem primeru iz Ljubljane v München prepeljati čim lažje pa čim hitreje in zaupaš avtomobilski navigaciji, ki mi grede super delovala. Polno sem na Ionitiju. Zgodilo se mi je to, da sem se v München odpravil takrat, ko so se končale počitnice na Bavarskem in je bila avtocesta skozi Avstrijo v Nemčijo precej zasedena. In ko sem dobil poročilo na aplikacijo o povprečni moči polnjenja na polnilnicah Ionity, ki jih seveda oba vidva tudi dobro poznate in veste, kakšne moči so, tam tudi obljubljajo 350 kW, ne. Sem imel poprečno moč polnjenja pri svojemu testnemu ID3 21 kW. Ne. Zdaj me zanima,
verjetno bo izziv tudi na Petrolu, da v konicah, v špicah, predvsem turističnih gostoti prometa, tako mogoče tudi ta megavatni trafo, ne bo zadost, a tu boste kombinirali mogoče z hranilniki energije ali kako drugače, kakšen plan je? Ja, tukaj, mislim, lahko omenimo pilotni projekt, ki imamo na Kozini, kjer smo že postavili hranilnik električne energije, sicer je močen 300 kW pa 210 kWh, kjer v bistvu že pomaga, plus imamo tam 500 kW iz omrežja. Ampak če smo čisti iskreni, ker smo mi to delali, bil pilotni projekt in ker smo dobili ponudbe teh cen, niso bile še zrele. Torej tržno, recimo je bil hranilnik energije strošek za 3 trafote v tistem konkretnem primeru, to je bila razlika. Ne. Sicer vemo, da baterijam cena pade, pa tudi problem je, ker imaš ti toliko majhno baterijo, pa tudi software za upravljanje, ker nekaj stane v povezavi, da pol deluje s polnilnicami. Ampak jaz mislim, da čez nekaj let bodo te cene teh hranilnikov, tudi tehnologija se zdaj malo spreminja, prej so bile te kukar v konzerve zaprte, no. Zdaj so že bolj tako, kot vidimo, ne vem, pa RNG-ju, so bolj te samostoječe, tako da jaz mislim, da bo ta cena padla in takrat bo to zelo, zelo prav prišlo, ker dejansko nekje na nekaterih lokacijah se nas distribucija obvesti, da enostavno ta glavno omrežje ni dovolj močno. In pač tam bo potrebno nekaj tazga narediti. Koliko pa je, kakšna pa je predikcija, koliko naj bi se znižala cena energijske gostote za hranilnik, naprimer, imate tu kakšne podatke? Ker ti Ja, jaz si tega ne upam odgovoriti, ker je kar težko vprašanje. To je zelo težko vprašanje, ampak če se lahko referenciram mogoče na Andreja, ki ste ga imeli tukaj, ne? On je zelo lepo povedal, ne? Zelo velik trend v zadnjem času je, da se v bistvu odslužene avtomobilske baterije uporabljajo pa za hranilnike. Ne? In zdaj kar neki podjetij, kar neki start-upov, ki se tem konkretno ukvarja, ne? Tudi nekih velikih avtomobilskih znamk, ki želi imeti, bom rekel, takšne stvari, pa doskrat so nam pojavljali na teh konferencah, dejansko sploh ne dobijo teh baterij nazaj. Ne? Tako, ko se vsi sprašujemo, koliko bo ta baterija po 8 letih, po 200 000 kilometrih, koliko bo, bom rekel, odslužena, pa jo bo treba zamenjati, ne? Ker bo praktično za ukanto. Imajo glih avtomobilisti težave s tem, ker so oni naredili predikcijo, da bo to nazaj prišlo, pa še nobena ni nazaj prišla. Ne? Zdaj, oziroma zelo malo. Ne? In tudi, bom rekel, ampak to se bo slej prej zgodilo. To sva midva imela, točno to težavo sva midva imela, ker mi bomo zdaj za en projekt, ki ga delamo s Triglavom, rabimo eno avtomobilsko baterijo. Smo hoteli cel model dobiti. Celico, ne? Tega ni. Tega ni. Enostavno avtomobilski zastopniki tega nimajo tle, zaradi tega, ker prvo garancije še zmer trajajo, se pravi, te stvari se pošiljajo nazaj v tovarno, drugo Kar gre v reciklažo takoj. Ja, a veš, in jaz dobim ošpice, ko slišam te, tabuje, da se te baterije tunkajo v oceane. To je zlato. Tega ne bomo tunkali nikoli. Ta surovina bodo izkoristili vse, kar se in tudi. Pa tudi, ko bo dokončno v hranilnikih, ko bo izrabljene, 98% teh surovin iz baterije je obnovljivih. Ne? Zanimivo je, mi je všeč, da si to izpostavil, ker mislim, da dobro leto dni nazaj sem bil v Refactory tovarni v Flon v Parizu. Ne? Moramo vedeti, da je zdaj odzune ima Renault že 10 let veliko serijske elektromobilnosti za sabo in so glih to rekli, da imajo pripravljeno kapaciteto. V tej tovarni se bodo tovarniško obnavljali in električne in hibridne avtomobile in bencinske in dizelske, oziroma jih že obnavljajo in obenem bodo pri tej obnovi zagnali tudi proizvodno, se pravi, hranilnikov. Ne? In so rekli, da enostavno so pričakovali, da po 10 letih iz trga bodo dobili več baterij, tako kot praviš. Ne? Po drugi strani pa še zdaj sem bil zelo presenečen, ker so pa naprimer na mednarodni predstavitvi prvega električnega Subaruja, Solterre, so nam inženirji povedali, mi že zdaj garantiramo, da po 10 letih bo naša energetska shramba v avtomobilu še vedno imela 90% zmogljivosti. Se pravi, iz Solterre nobeden v 10 letih ne bo prišel zamenjati baterije, ker bo to garancija jamčila, oziroma mogoče zaradi kakšne softverske napake ali kaj takega, da se bo kakšen primer zgodil. Tako da
Jaz se strinjam. Mislim, Zato me ene skrbi, kako bo res cena hitro padala za... Jaz mislim, da no. Tudi če pogledamo avtomobilisti, mislim, neka projekcija je bila, jaz tukaj zdaj ne bi v točnih številkah, ko bom zihar kaj falil, no, ampak spomnim se, da je recimo cena na kilovatno uro same baterije, ne, je v zadnjih, se spomnim, ne vem, da smo gledali primerjave 2012, ne, ko so to delali, je vsak avtomobilist z izdelavo električnega avtomobila delal minus. Ne, je bil praktično minus, zaradi tega, ker je baterija toliko draga, ne, ker se ni bilo takrat pač proizvodne. Ne. Zdaj pa celotne, bom rekel, ogromne investicije se dajo v te tovarne, seveda spet je pa vprašanje materialov, ki bojo potrebni za to, ampak tudi to se sistemsko rešuje. Ne. Sej to je zmer po vsaki novi stvari. Ne. Dokler pač ne pride na nek big scale same proizvodne, tudi sama cena ponavadi ni tako zelo ugodna. No. Ampak kar sem hotel povedati to, da v zadnjih 10 letih smo videli, da se je za 10-kratnik znižala cena na kilovatno uro. Ne. In zato lahko vidiš v Fordu, Madonna, da imajo skoraj 100 kW vlečejo sabo. Ne. Tako kot Jure ti doskrat poveš, da kapeno prikolico sabo vzel pa jo pelal. Ne. Ampak ta cena je že veliko bolj, kot čem reči, ima že nek smisel, da jo dajo v avto. Ne. Se pravi, ni več tako, da vsi šparajo, tako kot je bilo od štarta, kaj je BMW i3, ne. Vse so vedeli, kakšna je poraba. Ne. V bistvu so ga naredili, da je bil 150 km dosega, ne, praktično. Ampak to zaradi tega, ker spet si niso mogli pa prvočiti, da bi bil tak avto, ne vem, 70-80 urjev. In enostavno tudi zdaj vidimo, zakaj tudi avto, bom rekel, opremljeno s takimi baterijami, ker še zmer se mi zdi, da je ta glaven driving power, ne, bom rekel, neukih kupcih, ki, bom rekel, grejo prvič v e-mobilnost, ne, je itak doseg, ne. Jaz pa rabim 500 km dosega, ja, klint ga rabiš, ne, pelaš se pa jih enkrat na leto 500 km. Ampak tako hočem reči, da se mi zdi, da se to kar precej spreminja, ampak da tudi počas se bojo oblikovali neki segmenti, se tudi malce že, no, ampak oblikovali neki segmenti glede na tip kupcev, ne, se pravi, glede na uporabnike. Ne. Recimo, Saša, vem, da vidva imate e-apa, ne, ki je v bistvu krasen drugi avto. Ne. Mislim, nima veliko dosega, pa mislim, dovolj ga ima. Mislim, ne vem, koga... Več kot Uni 3, ki si šel ti izdelati. No, veš, ampak to je tako, ne. Yeah. Tudi če bi imel pol manjšo baterijo, bi še zmer pokril vse vaše potrebe, ne. Veš, in to recimo je... Mislim, tukaj je mogoče samo ena taka replika, ne, ki se dogaja zdaj pri elektromobilnosti, pa je treba si naliti tudi čistega vina v tej smeri, ne. Jaz v bistvu kot avtomobilski novinar, kot uporabnik mobilnosti, v bistvu pogrešam take avtomobile, ko je Sašin e-up, pa ko je bil pocen e-golf. Ja, ampak Jure, se veš, zakaj so te avti nastali? Ja. Te avti so nastali tudi zaradi tega, da se je nižal CO2 v floti. Ne? Ja, in zaradi tega so se tudi pod ceno prodajali. Ne? Danes je to malo drugače. Vem, ampak take avtomobile bi ljudje danes še vedno kupovali tudi iz tega vidika, ker taki avtomobili so odlični za zniževanje emisij v mestu. Seveda bi, ampak na dražjih avtih ti več zaslužiš. To sem hotel povedati. Na opremi ti več zaslužiš. Ker zdaj se nam je zgodilo, da to moramo na glas povedati, ker Tlen te stvari ne smemo skrivati. Ne? Dejstvo je, da zdaj avtomobilska industrija z velikimi, zmogljivimi električnimi avtomobili ne rešuje planeta, ampak rešuje predvsem, tako kot tudi zadnjič Andrej Pečjak iskreno povedal, rešujejo biznis in na nek način planet. Ne? Ker tudi o tem, kar vidva govorita in o tej dogmi, ki si glih kar povedal, ne? Veš, ti dejansko poprečni uporabnik ne raba 80 kWh sabo voziti, ne raba monolitni blok 600 kg težak ali pa 450. Ne? Ne, jaz imam na primer sodelavca, ki ima prvo generacijo oziroma faceliftano generacijo Ionika. Ne? On je nadzadovoljen. Avto je izjemno učinkovito, on ima po zim porabe 14 kWh, kar je blown away podatek. Ne? Mislim, lih tako, ko smo se lotili tega povprečnega uporabnika, pa ti si, Matic, omenil, da se bojo mogle spremeniti tudi navade, kako v bistvu kako tankamo pod narekovaji te avte. Ne. Saj je fajn, da imamo ultrahitre polnilnice pa tako infrastrukturo, ampak te navade bojo drugačne. Avti se bojo, hočeš nočeš, filali na nekih končnih destinacijah. Zaradi tega mi je mogoče fajn, da tudi poveš, ker veš, zdaj smo se pogovarjali samo o teh nekih lokacijah za polnjenje, ker so ti logične, pač, da se nekje nahajajo, ampak Petrol ponuja tudi pač take rešitve za doma. Ne?
Daj to malo več pove o tem. No? Ja, ok. Se pravi, čisto mogoče, če štartamo iz tega, ne, se pravi, še tako, ko smo se prej hecali, ne, tudi ko smo šli iz konja, ne, na bom rekel, internal combustion engine, ne, na motor, ja, na benzin, ne, si benzin dobil v lekarni. Ne. In takrat si ni noben predstavljal, da bomo danes imeli recimo neke postajališča sred ničesar, ne, sred gozda bo ena cesta, pa zraven malo odcepa, pa bomo imeli, ne vem, noter rezervoarje za ne vem koliko 1000 litri benzina. In prav tako se dogaja to pri elektromobilnosti. Ne. Se pravi, smo v neki prehodni fazi, ne, kjer v bistvu smo tudi mi s Petrolom in ostali ponudniki, ne, smo v bistvu prvič želeli postaviti neko hrbtenico, neko ogrodje, ne, in to v bistvu Lukatova ekipa uspešno postavlja. Želimo postaviti, se pravi, najprej neko ogrodje, da zadostimo temu, da praktično, tako kot je Luka rekel, mogoče danes malenko smo predimenzionirali glede na število vozil, ampak naša logika je taka, ne, se pravi, nekdo, ki gre na pot, ne, potrebuje hitro polnjenje, potrebuje hitrejše polnjenje, kot je recimo navadno počasno polnjenje, kot ga poznamo recimo v mestih ali pa doma, ne, in tako naprej. Tako da mogoče čisto hitro, da mogoče za poslušalce oziroma gledalce pač povemo, ne, se pravi, imamo počasne polnilnice, ne, počasne mi temu, zdaj nočemo več govoriti počasne, ker spet niso toliko zelo počasne, ne. Mi rečemo temu navadne. In to so v bistvu AC polnilnice, ki so večinoma iz naše strani postavljene v nekih mestnih središčih ali pa recimo mogoče tudi ne vem, v nekih turističnih krajih. Ne. V bistvu ciljamo na tiste kraje, kjer se ljudje ustavijo za več kot recimo 2-3 ure. Ne. Se pravi, da v bistvu probamo targetirati tam, kjer bo dejansko lahko nekdo preklopil, bo upravljal svoje stvari, ne, se pravi neke dejavnosti, ki jih ima, in v bistvu čez 2 ure odklopi avto in to je to. Ne. Se pravi, na polnu svoje avto v tistih 2 urah, pač kokar je. Ne. Pa avti večinoma stojijo. Tako, kokar si prej rekel, ne. Vsak pač pomisel na avto takrat, ko se pele z avtom, ampak avti, dejstvo, večinoma stojijo. Ja. No in mogoče to, no, se pravi, ta počasna polnilnica omogoča večino polnilnic omogoča tam do 22 kW. Dostikrat je problem tudi v samem avtomobilu, ne, koliko se lahko na AC v bistvu polne. To je nekaj, kar uporabniki, sploh novi uporabniki, čas ne razumejo. Ne. Se pravi, zelo pomembno je, da tudi, ko kupujete avto, se pozanimate, ne, pa malo mogoče prekalkulirate, se pravi, a ga bom jaz polnil samo doma, ne, a mi je dovolj, da se polne z recimo 6, 7, 8, 9 kW, ne, ali jaz rabim 22, ne, a res rabim, da mi 22 to je, če čisto plastično povemo, če ti recimo kupaš nek telefon, je odvisen, kakšen polnilec imaš, koliko se bo hitro napolnil. Tako je tudi v avtu pomemben, kakšen polnilec ima avto, ker ti imaš vedno na koncu vtičenco v steni, ki daje pač to moč ven iz sebe. Ne? In je odvisen, kakšen polnilec ima avto. Ja, pa koliko veliko imaš baterijo. Ne? Mogoče, včeraj je bil en tak primer, ko sem jaz objavil cenik polnjenja na Teslinih superchargerjih, ne? Se pravi tehle, ki so naprimer v Ljubljani tamle na obvoznici, pa zdaj nova zadeva je v Žirovnici, ne? In sem takoj dobil vprašanje, ampak koliko zdaj mene to pa dejansko košta, ne? Tako da to ljudje, da si bodo predstavljali, zdaj veliko avtomobilskih znamk je začelo tudi polnjenje izpostavljati v novi enoti, se pravi, koliko kilometrov na uro polniš, ne? In zdaj za eni taki 100 kW polnilnici, ki je po današnjih normativih nekje srednje hitra, nafilaš v eni uri za 90 do 100 km novega dosega. Ne? Tako nekje. Ja, ampak ta strošek, ki ga imaš s tem polnjenjem, ni realen strošek uporabe tega avta. Jasno. Zaradi tega pač Matica sprašujem tle, a veš, ker te navade uporabnikov se bojo spremenile. Največ boš polnil tam, kjer je seveda najceneje. Ultrahitre polnilnice so draže in ti, ko objaviš neko slikco story in pripišeš zraven toliko pa toliko stane polnjenje, to je izjema. To je kakor če ti sred dneva zmanjka baterije v telefonu, pa hodeš le po tem štuku pa iščeš polnilca. In boš mogel temu, ki ti je dal polnilc, prenesti tuno Merci čokolado. Pač, to stane malo več. Stane malo več in tudi, saj smo povedali, hitro polnjenje je smiselno takrat, kadar si ti na poti. Ne? Pa še tu, kadar si na poti, ker pač moraš v določenem času premagati določeno razdaljo. Ne? Avtomobilsko polnjenje električnega avtomobila seveda je najcenejše na domači vtičnici. To je logično. Sam so pa, Saša, ne moramo pa ignorirati
cene hitrih polnilnic. Ne? To pa ne moramo ignorirati, ker ljudje bodo tudi potovali z avtomobili. Ne? Tukaj bi jaz dodal, da v bistvu jaz kar kdaj dobim kurjo poltka in reče, koliko je cena ultra hitre, pa primerja tako z dizlom ali pa bencinom. Ne. Pravilno moraš gledati svoje potrebe in sploh tisti, ki živijo doma, ne, bi mogel reči, ajde, 90% krat cena nočne tarife pa vseh unih postavk doma, 5% ACA polnjenje, še 2 hitre in 0,5 UC in dobiš pa ceno stroška, koliko te pride ta vozilo in ugotoviš, da še vedno dost cenejši bencinski ali pa dizelski. Ne. To bi bila mogla biti ta prava. Naprimer, to sem jaz preračunal v mojem testu, ko sem šel na službeno pot v München, sem glih to povedal. Ne. Da ti, če filaš v 90% tak avto, ki si ga kupil na lastni polnilnici, imaš tu lufta v ceni, ne, da boš na leto brez težav, zapravil 100 ali pa 200 evrov za neko daljšo pot na elektriko na hitrih polnilnicah. Ne? In to je konverzija, ki jo je potrebno upoštevati. Ampak veš kaj mi je pa všeč, ker jaz vem, da oni razmišljajo že o tem, ne? In lih prilagodijo recimo uporabniku pakete polnjenja, veš. In ker nekomu odgovarja to, da več tanka na poti, nekomu pa več doma. Tako da, Matic, zdaj ti prosim te povej, veš, to so zanimive stvari, ker na koncu vsak misel, koliko stane polnjenje na ultrahitri, mene bo to vedno toliko stalo, ne? Mogoče, jaz bi se še malo mogoče navezal na tisto ceno, ne? Se pravi, na začetku smo se pogovarjali, si mogoče lahko pa Luka še malo pove, ne? Zakaj taka cena, ne? Ker, veš, ljudje potem mogoče malo zmotno mislijo, da je cena elektrike, ki jo ima on doma, ne, za to polnjenje, je pa kar enaka ceni polnjenja, ne vem, ultrahitre. Yeah. Tako, kot smo prej govorili, mi tukaj se bo Luka mogoče pa navezal na to, kakšni stroški tukaj nastajajo. Ne? In mi dva sva tista, ki praktično oblikujeva ceno, ne, tudi seveda z ekipo, ampak dejva reči, da tukaj ni veliko na trenutno uporabo teh polnilnic, moramo reči, da ta cena je realna. Ne? Ta cena je trenutno realna. Oziroma, če bi čisto realno, mi smo jo raztegnili na 15 let, ker nismo hoteli obesati pomanjkanja uporabnikov zdaj, ne? Smo na 15 let naredili ekonomiko in poštevali na 15 let, ker če bi dali zdaj ceno, v bistvu bi mogla biti še precej višja cena, da bi recimo se pokrivala, ampak pa to ne bi imelo smisla. Tako. In tega nočemo, ne? Mi želimo spodbujati to in doskrat je percepcija, da mi tega ne želimo. Ampak da se vrnemo na vprašanje, no? V bistvu ponujemo tudi pakete, se pravi, razmišljali smo, v bistvu šli smo v analizo, koliko je v bistvu neka povprečna uporaba pri samem porabnikih. Ne? Zdaj seveda tukaj vsak ima neke svoje specifike. Ne? En lahko polne doma, drug ne more polne doma. Presenetili bi vas, koliko ljudi ima električne avtomobile, pa nima domačega polnjenja. Ne? To je mene, bom rekel, zelo presenetilo, ker se mi zdi, da največkrat je percepcija, da če pa doma nimaš svoje polnilnice, pa ne moreš imeti električnega avta. Ne? In zelo veliko takih in imamo tudi zelo veliko, bom rekel, naročnikov, ki so naročeni na takšne pakete. Ponujemo pa v bistvu 3 različne. 3 v bistvu, kjer so mi jih poimenujemo brezskrbni, ki imajo različno količino zakupljenih enot in v bistvu glede na svoje potrebe, ki jih imaš, lahko enega izmed teh zbereš in praktično imaš neke zakupljene količine. Podobno, kot smo to poznali recimo per mobilni telefoniji. Ne? Vzel si paket, imel si 100 gigabajtov, ne? In tle je zelo podobna zgodba. Torej plačaš neko naročnino in dobi za to nižjo ceno polnjenja. To je pa že to je pa ta drug paket, to je pa v bistvu one charge paket, poimenujemo. Tam pa v bistvu je tako, da želimo se pravi znižati ceno polnjenja, ne? Se pravi ti plačaš nekaj na mesec, ne, zato da vemo, da boš naš uporabnik. Ne, in temu primerno ti v bistvu mi znižamo v procentih strošek polnjenja. Ne. Zraven ponavadi zapakiramo še kakšno ugodnost, ne, vsak se rad daj pocrkla s kakšno kavico na poti, ne, ali pa kaj tazga. Ja, recimo kaj tazga. Ne. Tako da v bistvu to so naši paketi, ki jih tle ponujemo. Imamo pa v bistvu v planu v bistvu to v naslednjih mesecih še prenoviti. No, tako da v bistvu prihajajo kar zanimive stvari. No. Super. Ja. Ena bolečina vseh ali pa velike večine voznikov, ki razmišljajo o elektriki, pa niso še na električnih avtomobilih, je seveda dostopnost do elektrike.
vse te aplikacije, vse te kartice. Ne. Videli smo tudi, nemški parlament je sprejel obvezo, da mislim, da od naslednjega leta naprej, da bodo vse javne polnilnice mogle ponujati tudi plačilo tako, ko ga danes poznamo vse posod, se pravi, jaz se vam pripeljem, vzamem toliko litrov bencina ali goriva ali avtoplina, grem noter, preslonim kartico in se odpeljem. No. Zdaj, po eni strani razumem tudi dogmo, ki se jo greste vsi ponudniki energije, se pravi, mi ali pa dogmo, ki smo jo mogoče navajeni iz mobilne telefonije, bot moj, pa boš imel impulze cenej, boš imel več podatkov zakupljenih in tako naprej. Ampak vseeno, a se vam ne zdi, da je to ena stvar, ki bi pa vseeno mogla biti dostopna? Sploh glede na to, da imate to predikcijo na 65 km polnilnico, ker jaz iskreno povem, mene pot v tujino z električnim avtomobilom odbija samo zato, ker ne želim imeti na telefonu 45. In zgodilo se je, nam je tudi na naših teh testnih poteh, jaz se spomnim, urednik v Italiji se je preklopil na polnilnico, 6-krat je dol potegnil aplikacijo, 6-krat jo je zagnal, ni filalo, na koncu je mogel avto izklopiti z udarom na emergency rdeč gumb, da je vse skupaj izklopilo, da je on sploh lahko izklopil. Zakaj saj del polnilne infrastrukture ne mogoče direktno plačilo po pretočeni energiji? Kot prvič, to, kar je že postavljeno, v bistvu bi mogli dejansko fizično nadgraditi, niti protokoli, na katere nimajo ustrezne, da bi jih lahko softversko. To razumem, ja. Ampak pogled naprej. Pogled naprej. Tudi v Sloveniji je zdaj nov zakon, ki je glih v obravnavi. Evropske direktive je v bistvu, ne? Ja. Za RFID. Ne RFID, ampak prav so predvideni torej, da dejansko bo v Sloveniji saj za polnilnice z močjo, mislim, da nad 50 kW je v zakonu, da bo treba upremiti torej, te polnilnice. Tako da dejansko bo tudi zakonsko to upremljen, da bo to potrebno, ni še čisto jasen segment, od katerega leta točno. Tako da... Jaz mogoče bi sem to dodal, no? Tako, se pravi, mi če imamo neko javno polnilnico, ne? Seveda, tle je zelo pomembno razumeti tri vloge. Ne? Lastnik polnilne infrastrukture, ne? Oziroma lastnik polnilnega mesta, ne? Potem upravljalec polnilnega mesta in pa ponudnik storitev polnjenja. Ne? To so tri vloge, ki so v elektromobilnosti, bom rekel, zelo pomembne za razumeti. Ne? Sploh, ko se pogovarjamo na nekem takem nivoju. Se pravi, lastnik polnilne infrastrukture gleda na to kot investicijo. Se pravi, on reče, jaz bom nekaj postavil, zato da mi bo ta zadeva delala denar. Potem, se pravi, charge point operator, ne, se pravi, upravljalec teh polnilnih mest, on je v bistvu tisti, ki menedžera, se pravi, skrbi za to, da to operativno deluje, ne, se pravi, da ta polnilnica deluje, da so kabli ustrezni, da je vzdrževano pravilno, da, bom rekel, uravnava energijo na način, da dela neko stroškovno optimizacijo in tako naprej. Potem pa tukaj providerja tega servisa, ne, se pravi EMSP, mi temu rečemo, e-mobility service provider. In v bistvu ta e-mobility service provider, njegova naloga pa je, da ima v bistvu stik s kupcem in kupcu na enem mestu združi, ponudi vse polnilnice, ne? Da ti v bistvu lahko se identificiraš, da ti imaš z njim pogodbo, da ti daje kakšno ugodnost in tako naprej. Ne? Se pravi, in on je tist, EMSP je tist, ki v bistvu tistemu lastniku praktično prinaša denar. Ne? Se pravi, brez tega prihodka ni. In zakaj je to pomembno razumeti? Ne? Se pravi, mi kdaj kot Petrol nastopamo v tej vlogi, se pravi, smo v vseh treh vlogah, ne? Smo investirali, upravljamo z njo in ponujemo storitev polnjenja. Ne? Imamo pa tudi polnilnice, kjer smo samo recimo en izmed teh, ne? Se pravi recimo v eni izmed vlog. In na trgu imaš ponudnike, ki se ukvarjajo samo s tem, da so ponudnik storitev polnjenja. Ne? Imamo recimo, ne vem, Ionity, ki vidi svojo vizijo, da bo in upravljalec polnilnih mest in ponudnik storitev polnjenja. Ne? Potem recimo vidimo avtomobiliste, ki danes, bom rekel, prvič želijo biti ponudnik storitev polnjenja. Ne? Vsem se zdi zelo zabavna una ideja, ne, da je avto tvoja identifikacija, ne, ti priklopiš nad vozilo, ampak s kom imaš ti takrat stik? Ne? Ti imaš takrat stik s svojim avtomobilistom, ti imaš z Volkswagenom, ne? Ti imaš z unim. Veš, in v bistvu tukaj prvič vidimo, da avtomobilisti so tisti, ki vstopajo na nek trg, ki ga do zdaj še niso imeli. Ne? Se pravi, oni ga niso poznali, oni so te avto prodali, oni so ga servisirali, oni so delali na njemu. Ja, oni so prodali sem hardware. Ne? Tako, ne? Zdaj pa v bistvu oni želijo vstopati tudi na, bom rekel, ta
kot ponudnik storitev. Ne? In v bistvu tukaj so različne strategije. Mi kot Petrol se želimo pozicionirati v vseh. Mi želimo biti, najboljši upravljalec v regiji in to nam tudi zelo dobro uspeva. Smo eni izmed, glavnih ponudnikov prvič upravljanja v celotni regiji, ne? Se pravi v regiji, ki jo Petrol pokriva. Potem en od glavnih ponudnikov storitev polnjenja, ne? Se pravi po vseh trgih, kjer je Petrol že danes prisoten z bencinom, želimo biti prisotni tudi z elektromobilnostjo, ne? Ker to poznamo. In tukaj se včasih kreše, želja, v katero, to, kar ti uporabniki govorijo, pa to, kar je tvoja strategija. Ne? In v bistvu tukaj kot Petrol moramo zelo enotno pristopati te stvari in ne, da se mi ne želimo povezovati. Daleč od tega. Mi se želimo povezovati in tudi se povezujemo. Ne? Mi že danes kot, tak ponudnik omogočamo, da greš poln praktično do Berlina gor z našo kartico. Ne? Sam ideja, recimo nekoga drugega, pa je, da ne greš z našo kartico, da greš z njegovo. In tudi tukaj pride do tega, ne, da vsak hoče imeti svoj app. Vsi tekmujemo malo, kdo bo imel boljši app, kdo bo imel boljše pogoje, kdo bo imel to. Ja, vse to je, razumem vse to, ampak na koncu, tako bom rekel, v tem trenutku so zadovoljni napredni uporabniki e-mobilnosti, ampak na vas oziroma na vseh je pa naloga, da boste prepričali v e-mobilnost vse skeptike oziroma vse tiste, ki so imeli ali pa bojo imeli neko slabo izkušnjo. Dam primer. Zadnjič mi tle potrka na vrata, tlele sosedi iz sosednje pisarne in prav, sem imel, čez vikend sem si sposodil Taycana. Dobil sem ga ven iz rente z 4 baterije in sem šel najprej na Petrol. In je rekel, sem videl tam zaposkenirati, sem videl, da moram downloadati aplikacijo, sem videl, da moram vezati kartico, sem rekel, sem se odpeljal. Sem šel na Hofer, tam so bili 3 taksisti v vrsti, so čakali. Sem šel na Uno polnilnico, Una je vlekla 7 kW in sem rekel, ti se ni premaknil nikamor. On je obupal nad e-mobilnostjo. On bo naslednjo priložnost bo dobil čez 10 let, ker prej ne bo hotel. A veš, se mi zdi, da ste v tem trenutku, ne kažem s prstom na Petrol, kažem na vse, da ste v tem trenutku zadovoljili tiste uporabnike, ki imajo to neko željo, pa prepričane. Prepričani so že tle, ampak vsem bo v interesu dobiti en velik bazen uporabnikov, ki jih bo, tak nek način, da ti greš na bencinski servis, vzameš vrednostno kartico, jo preslonaš na Uno in imaš 30 kWh na tisti vrednostni kartici. On bo super zadovoljen. On bo počasi tipo e-mobilnost in bo prišel v nekem trenutku v ta svet. Jaz se tle čisto strinjam in ne me narobe razumeti. Mi gremo v to smer, to je jasno, ampak moramo se pa tudi zavedati, ne, tako kot smo bili prej, mi vidimo v bistvu uporabo teh payment terminalov kot neko stvar, ki se dogaja. Mi v zadnji imamo že pilotne projekte, mi to že razvijamo, mi to že testiramo v zadnji, zato da bomo lahko to ponudili v taki obliki, kot Petrol, z neko uporabniško izkušnjo nastopa na drugi trgi. To vse se dogaja. Ne? Ampak dejstvo je, tako ko se rečemo, ne, pa kaj pa je problem, da daš ti, ne vem, post-terminal gor na polirnico, ne, pa to povežeš, pa to vse normalno deluje. Ja, zaledni sistemi, pa ne, vse. Ampak vem, da prenese ogromno težav. Ja, ampak recimo mi imamo zelo velik ponilnic, mi želimo dati, enotno uporabniško izkušnjo. Ne. Spet, a bi bil ti zadovoljen, da nekje ti rečem, ne vem, tle moraš one charge uporabljati, ker, ne, si sretni česar, ne moreš iti na šalter, tako kot navajam pri benzinu, ne, plačati, a veš, in ne moreš tam, ne more ti ono z enim klikom sprožiti polnjenja, ne more biti različna, ne more biti nekje tako. Tako da v bistvu tukaj želimo, te payment terminali, tudi je na zunanjih vplivih. Se noben ne zaveda, ne? Če to nekje noter v ogrevanem prostoru ali pa če to na snegu, dažju, ne vem, če imamo samo, ne. To je, mi gremo čez res neke take teste, da se res prepričamo, da ta zadeva deluje in to praktično zdaj izvajamo in to tudi bomo želeli ponuditi in želimo v bistvu približati vsakemu uporabniku, da mu bo res jasno, da mu bo intuitivno, se pravi, da on pride, preslon kartico, da not, fila. Veš kaj je, eno stvar, poskušam to razumeti, ne? In tudi jaz razumem, mi je jasno, da imate tripartitne stvari, ne? Da eno je, od kje pride energija, kdo s to energijo upravlja, kdo infrastrukturo postavlja, ampak mogoče se odgovor skriva glih v teh stvareh. Ne? Bilo je potrebno neki politične volje, ne?
In danes v 27 članicah Evropske unije podatek stane toliko, klic stane toliko, ti kamorkoli greš, kar je pa še druga, meni še vedno nepredstavljiva stvar, kamorkoli po svetu greš, imaš v bistvu iz ene Slovenije sklenjen roaming. Ti kamorkoli greš, dobiš neko obvestilo, koliko to stane in dobiš enotno položnico. Ne? In jaz mislim, da v ta digitalni svet, ki gremo, ne, ki tudi avtonomna vožnja. Ne? Mi vemo, da avtomobili, prej, ki ste omenila same avtomobilske izdelovalce, številni avtomobilski izdelovalci dan že napovedujejo, da bodo v 60% še vedno izdelovali hardware, v ostalih 40% bodo pa ponujali storitve za ta hardware. In v teh storitvah se boste mogli seveda najti tudi vi, pa ponudniki pretočne glasbe, pa filmov, pa ni da ni. Ampak jaz tle vidim ta izziv, ne? Zdaj pri elektromobilnosti, če gremo mi tako daleč v digitalnost, vidimo, da praktično avto brez pametnega telefona, ne, vstopamo v to dobo, ko bosta poročena. Ne? Tamle Tesla Y, če nisi uporabnik pametnega telefona, je brez veze, ker je praktično avtomobil v celoti sploh uporabljati ne moreš, če ga ne poročiš s svojim telefonom in skreiraš nek uporabniško ime pa geslo. Ne? In iz tega vidika jaz vidim, sej ni mus, da je prav fizično, da ti prideš tja z bančno kartico pa jo prisloniš. Ne? Mogoče se tudi da vezati na tvoj profil, telefonski, kakorkoli. No? Ja, sej mi to v bistvu trenutno, ne, to imamo, bom rekel, neko vizijo, se pravi, da znotraj Petrola, ne, trenutno poznamo, bom rekel, app na poti, ne, ki ga se uporablja, bom rekel, kot za kavico, za uno, 3., 4., 5. Ne, in imamo, bom rekel, veliko nekih aplikacij. In to je vizija in delamo na tem, da to v bistvu poenotimo, da združimo in da v bistvu tudi predstavimo, ne, takšno uporabniško izkušnjo, kot si ti omenil. Ne. Se pravi, da je približano temu, kar poznamo kot dobro uporabniško izkušnjo druge, ne, in to v bistvu je vse Verjetno pa bo, ne vem, ker mogoče 10 let nazaj bil telko v teh tranziciji, verjetno čez 10 let bo tudi e-mobilnost prišla verjetno na podoben ali pa vsaj nekje v bližini nivo. Če pa dam še repliko na tega tvojega soseda, ne. Jaz sem imel kar veliko izkušenj s temi uporabniki, ne, in vsako stvar ni nujno, če e-mobilnost, ki si v življenju lotiš, moraš prvič iti ven iz komfort cone, ne, pa ponad prvič dobiš eno klofuto, pa rata boljš, ne. In moja izkušnja za e-mobilnost je, da če nekdo testira vozilo ali pa karkoli, najslabše je, da mu daš za en dan, pa po možnosti še tako, ki mu daje sam ključe, en teden, praktično vsak, ki ga je imel en teden električno vozilo, pa rata privrženec. Strinjam, ampak veš, je pa zamujena priložnost. Veš, da ga takoj prepričaš, da je to. Mislim, pa ne govorim samo strani. Veš, on si ni vzel na piko samo ponudnika polnjenja. Ne? On je tudi vzel na piko avtomobilista, ne, proizvajalca. Zakaj to ni tako, kot mora biti. Veš, tako da sploh ni bilo kazanje s prstom samo na... Ja. Pa tudi to vidimo, ne? Tudi recimo čistko, če gremo zdaj na protokole komunikacije in te stvari, ne? Ki so zelo pomembni tukaj. Se pravi, prvič, polnilnica do sistema, ne? Potem absolutno. Polnilnica avto. Ne? Mislim, to je tako, ko se je začel mobilna telefonija, ne? Pa vsak od proizvajalcev vleče na svojo stran. Ne? Tako kot danes vidimo Apple, pa mogoče vsi ostali so že nekako na istem imenovalcu, tle ni, ne? Tle je haos trenutno. Ne? Ampak to bom rekel v nekih začetnih fazah, bom rekel razvojnih fazah, je to nekaj normalnega in to vidimo tudi pri drugih bom rekel stvareh, ne, tudi, ne vem, se tudi pri avto, že pogledamo, ne vem, dizajne ali pa kako se recimo različne avtomobilske znamke lotevajo istega vprašanja, ne. Pa ena pride do nekih čist, bom rekel, divjih idej, ne, ampak to slej ali prej bo prišlo na isti imenovalec. Vsi bojo slej ali prej prišli in tudi mi, tudi vidimo, že zdaj se dogaja, ne, tudi te ponudnice, ki jih danes kupujemo. Mislim, to je tiste ponudnice, ki danes sem šel v skladišču mimo enih ponudnic iz 2012. Ne. Mislim, ta ponudnica je, to je kalkulator, ima več, skoraj, mislim, zdaj karikiram, ampak kalkulator ima več, bom rekel, nekih sposobnosti, kot je imela ona. Ne. To je zelo, zelo neumna naprava, ki se zdaj dodajajo možgani. Ne. In ko se dodajajo možgani, bom rekel, lahko tudi ta ponudnica malo bolj razmišlja, malo bolj komunicira, malo bolj. Ne. In to je nenormalen razvoj, ki se je zgodil v zadnjih 10 letih in pričakujem, da se bo v naslednjih 10 spet. Ne. Tako da prihajamo tja,
prihajamo tja, da bo to, bom rekel, čim bolj intuitivno za vsakega uporabnika. Če dodamo, še 3 leta nazaj smo imeli 3 različne priključke. Sem imel še demo v Evropi, CCS, pa še Zoe je malo forsiral AC43. Se pa mobilni telefoniji bomo tudi čele zdaj uredili. Hvala Bogu imamo zdaj v Evropi, da se CCS bo za ta hitro polnjene. Pa ti si lepo rekel, no, da to vse skupaj prihaja na nek isti imenovalc, Matica. Ne? Ampak dej, Luka, to je pa mogoče vprašanje zate. A veš, pa to je tudi en od predsodkov, da so polnilnice prepočasne. Ultrahitre polnilnice recimo ta trenutek prekašajo zmožnost polnjenja avtomobilov. Ne? A veš, so hitrejše, kakor je avto zmožen vsrkati vase. Ne? In to je eden od tistih predsodkov, ki ljudje mislijo, polnilna infrastruktura je še zadnji, ne? Ampak a se ti zdi, da bo zdaj avtomobilska tehnika napredovala, pa bo prehitela ultrahitre polnilnice, pa bo pol spet stopila recimo ta stran v ospredje. A veš, kaj se bo dogajalo na tem področju? Jaz kot prvo mislim, če gremo še korak nazaj, uporabniki vedno hočejo novi prevelike moči in jih vedno v polu zavesmo, tudi doma hočejo, da ne rabijo. Ker sploh doma se ti fila 10 ur, pa če se ti sam z 2 kW polne, imaš dovolj. Ali pa recimo 3,7, kaj je neka normalna polnilnica domača, pa ima še loadguard, pa ti umoji. Kar se tiče ultrahitrih polnilnic, trenutno imamo v bistvu polnilnice, te ultrahitre so premočne, recimo Porsche Taycan mislim, da ima 240, nekaj pik, ne, pa pol po 20% dol pade, kar mi imamo pa trenutno do 350. Tako da jaz mislim, da še kakšne, imaš te vozila, ki so custom made, ki se lahko polne tudi s 350, pa celo 400 nekatera. Kar pa ni dobro za baterijo. Čeprav se ultrahitro boš parkrat polno, ne, tako da ne bi toliko vplival. Tako da jaz mislim, razvoj bo šel še naprej, dvignil se bodo moči. Tudi zdaj mislim, da v Nemčiji, kjer so testirali za tovornjake, več kot 1 megavatno polnjenje. Torej, dejansko se to že dogaja. Je že nov standard, zdaj se ga ne spomnim, kako se reče HCSS ali nekaj tasga. Torej, imamo že standard tudi za nadmegavatno polnjenje. To bo mišljeno predvsem za tovornjake avtobuse. Tako da verjetno se bo tudi na vozilih to začel, ampak potrebe dejansko, že če se s 350 kW polne, v bistvu to, če bi karikiral, to pomeni za neuke uporabnike, da v 1 uri, če se bi bila baterija, mislim, skozi prazna, bi 350 kWh napolnil. Kar je, ali pa da v 3 minutah napolniš za 100 km. Če vzamemo neko referenčno vozilo, lahko rečemo, da je zdaj mogoče tam 60 kWh kapaciteta, tako da če bi se polnila s tako hitrosti, to polno v 10 minutah. Ne? Kar je pa v bistvu manj cajta, kot je ponad nek naš postanek na medicinskem servisu, kjer greš na stranišče gor dol, kar v bistvu že malo razblinja te mite, da boš ti tam šotor postavil pa čakal. Tako da meni je všeč to, da se skozi malo dotikamo te prihodnosti, ne? Ampak rečemo zdaj, mi 4 se usedemo od tega DeLoreana in se zapeljemo 50 let v prihodnost. Petrol ima veliko bencinskih servisov. Kako izgledajo danes te bencinski servisi? Danes, ko smo 50 let naprej, si hotel vprašati. Mi smo se zdaj zapeljali v leto danes plus 50 in Petrol ima veliko pač klasičnih bencinskih servisov. A bo fuzijski reaktor? Ajde, zdaj smo tam. Kako izgledajo, zdaj vprašanje, seveda čisto možno, polovica jih je, ne vem, prodanih, ampak ajde, rečemo tisti, ki so, mislim, prodanih ne zaradi tega, ker bi šlo slabo Petrolu, ampak ker so se navade kupcev spremenile oziroma uporabnikov, ampak tisti, ki pa so ostali, kako izgleda? Verjetno v tem mestu bodo postali taki hubi, verjetno tudi taki sharing auti. Veliko bo tudi to, kar že zdaj Petrol razvija, bo pač v bistvu te avti, ki so priklopljeni, to bo zdaj šlo v boje smerno, vehicle to grid, boš imel dejansko tudi za blaženje omrežja oziroma pomoč omrežju oziroma polnjenju in bo iz tega nastajal kar neki biznisa, pa tudi nudenje pač te prožene električne energije. Tako, kot si jo rekel, nekateri bencinski servisi nažalost jih ne bo ali pa se bodo prestrukturirali. Verjetno bodo tudi bili v več nadstropjih zrastali. Tako da, Matic. Pa še jaz lahko na hitro tako malo dodam. Vizionarsko. Benzin na dežju, pa elektrika pod streho. Vidiš, to sem pa hotel en mali očitek, tako, eno pikro sem hotel. Jaz sem to hotel, kar je očitek, umazani kabli. Ne, vse to je, a veš, to je, če se vrnemo spet nazaj na tisto, a veš, zakaj tista prva uporabniška izkušnja mogoče ni toliko fajna, ne? A veš, vsi te mali cukrčki naredijo
lepšo. Ne? A veš, da ti preklapljaš tisti kabel v dežju, vidiš pa tam kamionarja, ki je pa lepo, a veš, v tistih svojih kroksih pod strehco, ne? Tanka tistih 250 litrov dizla. Vse je jasno, ampak vse to izvira iz tega, da prvič nekaj varnostno treba poskrbeti. Se pravi, tukaj so kar precej visoki varnostni regulativi, ki včasih tudi, mislim, vse je prav, da so, ampak včasih so zelo, zelo restriktivni. Sploh v Sloveniji znajo biti zelo, zelo restriktivni. Tako da to je ena stvar, ki nas tukaj omejuje. Potem pa ta druga stvar je pa to, moramo se zavedati, da vsaka taka polnilnica, vsaka taka izgradnja infrastrukture prenese za sabo ogromne investicijske stroške. In dokler imaš ti 7,000, 8,000 avtomobilov v Sloveniji, moraš ti na končno bilanco imeti, bom rekel, naklonjeno tej investiciji, če ne, noben ne bo investiral v to. Da ti zgradiš eno strešnico, se ne sliši veliko, ampak to so ogromni stroški. Včasih tudi, mislim, ta nadstrešnica zahteva svoja gradbena dovoljenja, kjer v bistvu v obstoječi strukturi je takšna, kot je. Takšna, kot je. To poznamo. Ja. Vsi v Sloveniji, ki smo kdajkoli gradili hišo ali postavili na strešek, se vemo, jaz sem pred kratkim postavil leseno garažo na 6 stebrih, vložil gradbeno dovoljenje za enostavni objekt, pa sem nazaj dobil tak šop papirjev. In mi je kristalno jasno, o čem govorim. Ampak po drugi strani je pa tudi, fanta vidva seveda to dobro veste, da imate vi še na Petrolu sigurno precejšno rezervo sredstev v derivatu, ki jih še prodajate. Tako da jaz mislim, da te izzivi elektromobilnosti za vas vseeno ne bodo taka težava. Pa hotel sem te, Luka, vprašati, a te hude polnilnice v več nadstropjih, a to tudi na umest? Kaj tudi še? V 50 letih naprej. Bomo tudi pod Gurci dobili. Jaz sem zdaj reden gost v Kulandiji, ki je mimogrede tista vaša polnilnica res dobro cukne. In polet sem se tako, moram vam povedati, tudi malo iz Ferbca vozil mimo. Zato, ker so res najboljši električni avtomobili tudi iz tujine tam stali. Ker tista polnilnica za šalo cukne 160, 130, 120, 190 kW. Pa, ki si jo lih omenil, jaz imam samo eno malo tako, en mali nasvet. Dajte eno tablo, kje se nahaja tista polnilnica. Tako, se vem, da te navigacija načeloma prepelje, ampak navigacija te lahko pele tudi čez tiste prve uvoze za Kulandijo, ker je polnilnica vseeno malo tam odzadaj skrita. Če se da, spet vem, gradbena dovoljenja in take stvari, ampak tako, ena tabla polnilnica je tam odzadaj. Jasne, to imamo kar doskrat težavo, tudi hudiče še to, ker nimaš prometnega režima oziroma ga Google ali navigacijska naprava ponavadi ne pozna. Torej, se pravi, če imaš ti nekje enosmerno po nekih takih, mislim, če bi bil v mestu, bi Google vedel, da je to enosmerno. Ko pa pride do nekih teh dovoznih poti, pa tega, takrat pa to odpove. In včasih te pelje okoli riti v žep. Zato mi doskrat, bom rekel, ko zvemo nekaj tazga prvič, prilagodimo seveda bom rekel, z nekimi točkami, koordinatami, tako da to uporabnik res pride, in mi to tudi testiramo. Seveda, želimo počasi tudi table, je pa tako, da sploh recimo v tem primeru to ni naše zemljišče. Tako da treba se zavedati, da veliko krat ni to naše zemljišče in je tukaj v zadnji, mora biti tisti, ki je lastnik, mora biti naklonjen temu, da ti postavljaš table. To v Sloveniji je sigurno izziv. Se zavedam tega, ampak veš, jaz skozi malo hočem vse te zadeve prenesti na tistega malo bolj povprečnega uporabnika. A veš, jaz vam odpiram pot do uporabnikov, ki bojo nekoč postali del e-mobilnosti. Sej to je, tudi mi tako razmišljamo in vse te stvari, ki jih ti poveš, so nam že znane in tudi delamo na njih in jih hočemo popravljati. Tako, kot sem ti prej rekel, želimo priti do vsakega uporabnika, da bo vsakmu jasno. A veš, iz novinarskega vidika, jaz doskrat rečem tako, ni kritika ali pa pribijanje na križ. Jaz še vedno pravim, tudi zadnjič smo v uvodu se pogovarjali. Zelo pomembno je, da imamo mi močno nacionalno energetsko podjetje, ali pa več njih. Ker smo videli, kaj se je zgodilo, ko smo izgubili nacionalnega prevoznika letalskega. To niso heci in sem zelo vesel. Obenem pa, veš, ta konstruktivna kritika, to se je pokazalo tudi v avtomobilski industriji. Veš, vedno, ko smo opozarjali na neke napake, so se izboljševale. In mi smo bili tisti prvi filter.
jaz se spomnim, tudi kakšen avtomobilski uvoznik, izdelovalec me je na zagovor poklical, kaj si pa napisal tam v testu, tu pa ni tako. In pa, ko smo se pogovarjali, smo ugotovili, da je tako. Ampak veš, kaj je bilo to najlepše, pa si ne delam utvare, da je bil pa pač tu moj test, da se je nekaj premaknilo, ampak test vseh naših stanovskih kolegih po Evropi, ki so na podobne stvari upozarjali. Ne? A veš, zaradi tega imamo mi danes hibridni pogon, ki dejansko zna jadrati, ki je iz 6 litrov povprečja prišel na 4 litre. In to, kar Saša govori, ne, to kritiko mi bi res radi, a veš, da ljudje, ki danes ne razmišljajo o elektromobilnosti, ne, da ko bodo prišli, ne, tako kot je prej Saša omenil soseda, ki se je pri njemu glasil s Taycanom, bo rekel, zdaj pa smo tam, jaz nimam težav s tem, ne, in sem pripravljen tudi v končni fazi več plačati za avto ali pa še dograditi sam svojo infrastrukturo, ne vem, postaviti sončne panele si na streho, si kupiti hranilnik za v hišo, ne? Zato, ker te stvari štimajo. Ne? Zdaj pa eno še vprašanje, oziroma en mit bi razbil z vama, če mi boste pomagali. Doskrat velike, sploh v današnjih časih, ko imamo to energetsko krizo, ko imamo te neljube dogodke v naši bližini in tako naprej, ko imamo tudi politično merjenje mišic glede pretoka energije in tako. Najbrž je zmotrno mišljenje, da več, ko bo električnih avtomobilov, cenej bo bencin pa dizel, ne? To bo predvsem zaradi tega, ker ima Evropska komisija točno cilje in bo to regulirala, že zdaj regulira s temi kazni, kuponi in pač ne bo bencin, dizel cenejši. Vsekakor ne. Kaj pa na tej, prej si že rekel, da ste projekcijo cen hitrega polnjenja raztegnili na neko ekonomsko obdobje. A kle lahko kaj špekuliramo? Koliko bo se pa v končni fazi elektrika pocenila na takih ciljnih polnilnicah hitrih ali... Tukaj je v bistvu zelo odvisno od trga, to, kar se nam je v zadnjih 2 letih dogajalo, korona, vojna v Ukrajini, to, kar so zdaj cene zanihale, ne? Na to pač mi nimamo vpliva in če to probamo, pač, mislim, lahko z nekim pametnim že predplaniranjem, da si že prej kaj zakupil ali pa kaj, ne. Če si pa več tvegu, si pa zdaj nastradu za električno energijo, ne. Tako, kot so nekateri, ki zdaj vidimo na člankih, kakšne imajo stroške. In na to nekaj bistvenega, pač nek vpliv imamo, ampak če bo cene toliko poskočili, se bo cena toliko dvigalna, ne. Tako da to je zdaj pač vprašanje. Zdaj trenutno, kar imamo pozitivno diskriminacijo za električna vozila, razne od subvencij itd. Drugje pa se pomaga, da je pač v bistvu se ljudi v bistvu navaja na električne ali pa stimulira, ne. Tudi recimo ta vprašanje, ki se vedno da, pa trenutno veliko trošarin oziroma davko država pobere od nafta in bencina, ki bomo enkrat kritično točko presegali, bo tudi to pri elektriki, tako da moj predlog je, čeprav je ponad to si prvošči lahko višji sloj, pa srednji sloj, če si živiš doma, sončna elektrarna, pa električen avto, pa je v bistvu neka zmagovita kombinacija, kad prvo iz zelene energije proizvajaš, kad drugo kontroliraš svoj nabavni strošek goriva in je neki, si na pol samozadosten, je neka najboljša rešitev, da v bistvu si od tega malo manj odvisen. Kar se pa cene električne energije za vozila tiče, to bo pa pač trg bo pokazal. Ne. Mogoče sem še to, tle vskočem. Recimo naši kolegi na Norveškem, ne, oni imajo 14 polnjenj na dan, ne, na hitri polnilnici, to je povprečje. Se pravi, boljše so tam tudi do 25. Pravi, če si predstavljamo, to je avto za avto za avto za avto za avto. Ne, cel dan. Ja, cel dan. Ne, in tam je pretočene toliko energije, da so tisti, rekel, fiksni stroški, ki jih pa že imaš, zato da imaš tiste stvari tam, ne, toliko nižji na enoto. Ne. In takrat se ti tudi v bistvu lahko prvoščeš, da je pač sama cena nižja. Ne. Tako da gremo tja, trenutno imamo preveč polnilne infrastrukture, čisto gledano, ne, glede na število avtomobilov. Ne. Mislim, da smo v vrhu v Evropi. Če gledamo, lastnih avtomobilov. Ja, lastnih. Govorimo, problem pa so že verjetno te špice turistične. Špice turistične, ne, tle pa sploh vidimo. In tudi recimo porast pri nas tega gostovanja, ne, tako kot si prej omenil, je nenormalen. No. Mislim, to je res se vidi, koliko v bistvu tukaj Slovenija, bom rekel, po število vozil res zaostaja, ne, ker smo precej tranzitna država, ne, sploh tisti poletni meseci, ki grejo vsi na Hrvaško in dol, ne, takrat tudi dosežemo to, da se, tako kot je Luka prej rekel, da se na boljših lokacijah, ne, Novo mesto tudi, že čaka. Ne. Se pravi, da že vidimo, da se že čaka. No. To se mene pa zanima, kera je pa tista najbolj
popularna lokacija. Ja, Kje imate največ dan za dnem? v bistvu, če bi tako pogledali, avtocestna Kozina Kozina, je okay. tudi z obeh strani dostopna, tako da mogoče je tudi to prednost, ampak tam je res, če bi gledali mestne, je Kristalna palača kle v BTC-ju. Ja. Ja. Te dve so recimo zelo take dobre, ne? Ampak tudi še mogoče, to sva prej pozabila povedati. Ne? Mi smo tudi, bom rekel, malo vmes spremenili strategijo. Ne? Se pravi, tako, kot ti si prej zelo dobro vprašal, ne? A imamo že približno pokrite vse punkte, ki jih želimo imeti, ne? Pa bomo na teh punktih, bom rekel, povečali število polnilnic. Ne? In hočem reči, da Luka in ekipa, bom rekel, so malo spremenili strategijo par let nazaj, kjer v bistvu zdaj postavljajo lokacije tako, ne? Tudi Kulandija recimo, je lokacija, ki je zelo enostavno nadgradljiva. Ne? Ker ti možeš polnilnico postaviti, to je nek strošek. Je kar nezanemarljiv strošek, ampak gradbena dela, da ti spravaš mogoče električno energijo do tja, kjer ni bilo mišljeno, da se bo kurlo kaj več kot 10 lučk pa 2 televizorja. Ne? Se pravi, govorimo o primarni tokokrogih, sekundarna, Tako. močni so vodi. Tako. Ne? In v bistvu razmišljamo malo naprej, ne? Da smo pripravljeni, tudi predvsej bolj agilni, ne? Ko bo ta tranzicija hitreje šla. Tako da zdaj vse, kar delamo s tem, da imamo opcije razvoja, ne? In predvsej cenejšega razvoja. Ne? Se pravi, na tisti lokaciji mi samo postavimo polnilnico. Vsi vodi so že narejeni. Ja, razumem. Ja. Tako da to je tudi ena stvar, ki sem hotel prej dodati. Prej sem še hotel reči, ko smo se pogovarjali o teh nastrešnicah, koliko pa je zdaj razmerje, naprimer, na Dolenjski avtocesti vidimo tam, da je še en plato, ki čaka ponudnika klasične bencinske črpalke, verjetno z električnim vozliščem blizu Trebnjega, ne? Imamo še en plato odprt, ki bo verjetno zaseden. Koliko pa je zdaj razlika Orang električno energetsko vozlišče recimo z 5-6 hitrimi polnilnicami, pa če jo primerjamo z eno normalno bencinsko črpalko? Ne govorimo o avtocestnem postajališču, ampak imamo kakšne investicijske primerjave. Luka, to boš ti mogoče. Ampak dajmo govoriti pa o ultrahitrih. Ultrahitrih. Ja. Okay. Drugače, to je zanimivo vprašanje, vedno, kaj spremem pač do kolegov na Petrola, kako pa zdaj, kaj pa če bi eno črpalko odmontirali, pa dali polnilnica, pa oni mi kažejo graf, glej, kar raste, še vsak let raste, poraba goriva, bencinska, dizelska frekvenca se mi veča, jaz rečem, ok, bomo... Ja, prosti, Luka, ker to smo vprašali tudi vašega kolega Silvana Simčiča, da smo ga na zaključku podcasta vprašali, koliko časa pa glede na leto 2035 bomo še točili benzin pa dizel v takem segu, pa je on rekel, še zelo dolgo. Ja, tako da mi pričakujemo še nekaj let, da bo vrh dosegel benzin, dizel, potem bo pa začel padati. Kar so vprašanje, ti lahko direkt povem, recimo vzpostavitev ene ultrahitre polnilnice, torej govorimo o lastnem trafotu na srednji napetosti, priklop na srednji vod, kjer se nekje uzankamo, vse elektrogradbena dela, 8 parkirnih mest, pa na začetku samo 2 polnilni mesti za torej 350 kW. Prav 2 kabla, ne? Ja, 2 polnilni ročki, tak je samo za elektriko. Je okoli €500,000. Torej, Tle se zdajmo mogoče perspektiva, ne? €500,000, pa recimo 2 polnjeni na dan. Pa tudi, če pa govorimo o strošku, ne? Pa zdaj rečemo, ok, 15 let, ne? Pa probaj to povračati. Ja, jaz pač razumem, da Luka mora biti v tem primeru tako vizionarsko zelo prepričljiv na teh sestankih, a ne, recimo, ne vem, če se bo Barje obnavljal, ne, a veš, tam je toliko enih kamionov pa avtov, ki dejansko točijo in prenašajo en dober promet, a ne, a veš, po drugi strani imaš pa Lukata, ki jim morajo dopovedati, pač, a veš, v neki fazi se bo pa zgodil ta switch in če se zdaj prenavlja tista pumpa, ne, a veš, dajmo razmišljati pač tudi o tem, ne. Ja, za ta bar je lahko omenim, ker pač je predvidena prenova torej totalna rekonstrukcija barja. In si bil prepričljiv? Bil sem kar prepričljiv, ampak me je pa zakonodaja oziroma povedal, kaj me je. Torej, tam imamo planiranih predpriprave bo ogromno, tam se bodo postavili ultrahitre polnilnice, to pa nadstrešenca, tam sem jaz ustrajal nadstrešenca. So se vsi strinjali, a kaj se je zgodilo? Ker je to tako blizu Ljubljane, je to spada pod OPPN, torej ta občinski prostorski podrobni načrt. O moj bog, čutim težave. In ne predvideva nadstrešenc, tako so meni z investicij. In za to fazo, da se sploh prenova naredi in kakor jaz vem, da se pa OPPN spremeni, pa traja kar dolg.
in niso imeli predvidene strešnice in so jih črtali ven. Torej. Da vam povem, no, recimo čisto za primerjavo. Ne, v Srbiji imamo en, bom rekel, park, ki ga nimamo niti v Sloveniji, niti na Hrvaškem. Ne. Sicer upravljamo z njim, ampak to je, se pravi, 3 ultrahitre polnilnice, pa 3 hitre, ki so do 100 kW. Ne. Potem je strešnica, čez celo, ne, in pa potem zraven gor. Sončna elektrarna, pa baterijski hranilnik v Srbiji. Ne. Je bilo dovoljenje tako, da dobiti. Točno to, ne. Halo, Vučko, nekaj imamo za rešiti. Saj tudi iz Beograda v Novi Sad prideš v 40 minutah s novim vlakom. Ne? 200 leti za šalo. Ne? Ampak to je, veš, kle smo zdaj glih pri tej spet političnemu angažmaju. Ne? Vsi ti odločevalci, pa kle vidimo tudi na lokalni ravni, ki smo jih zdaj volili. Ne? Ljudje, dajmo razmišljati o tem, pa avtomobilski inženirji so svojo nalogo naredili. Energetska podjetja se trudijo svojo nalogo narediti. Klej je pa zdaj na politični ravni. Ne moramo imeti mi državo, ki vabimo ljudi noter, pridite k nam, smo zelena država, pa je pa problem na Barju postaviti nad strešnico za polnjenje električnih vozil. To ekološko ni nič sporno. Ne? Še v končni fazi lahko vodo loviš, pa z njimi s to ulovljeno deževnico splakuješ WC. Ne? In to je meni tisto, kar omejuje ta politika na lokalni, na državni ravni. Vsi naši politiki so polni teh besed. Zdaj, ko si gledal te volilne programe, prehod na zeleno. Kako prehod na zeleno, pa imaš pa eno firmo, ki bi rada rekonstruirala, naredila vozlišče na zeleno, je pa problem na strešnico postaviti. Tukaj, če lahko še dodam, recimo Petrol, poleg sam tega področja mobilnosti tudi dela na proizvodnji iz obnovljivih virov. Ne? In dajmo pogledati Slovenijo, vetrna elektrarna. Ne? Še vedno imamo tisto 1,5, ne? Torej eno malo večjo, eno manjšo. In mislim, da se saj 20 podjetij je trudilo v preteklih 10 letih vzpostaviti. In so toliko zahtevni te procesi, administrativni soglasje. Je pa Petrol zato šel na Hrvaško in smo na Hrvaškem postavili že 2 ogromna vetrna parka, torej to govorimo po 9, mislim, da teh vetrnic na vsakmu, to govorimo, mislim, da ne vem, koliko megavatih, 30 ali koliko samo moči te vetrni parki, tudi milijonske investicije Petrola, ampak evo, ni v Sloveniji to izvedel, ker je pač to administrativna smrt. Smo naredili na Hrvaškem 2 ogromna vetrna parka, ker pač, če tako gledamo, tranzicija, eno so električna vozila, drugo je pa nujno mora slediti tudi proizvodnja iz obnovljivih virov. In evo, pač še... By the way, no, vsa elektrika, ki je na naših polnilnicah, je v bistvu iz obnovljivih virov. Ne? Se pravi, tudi zato je malenkost dražja, če gremo že na samo ceno. Ne? Sama cene proizvodne takšne elektrike je malenkost dražja. No? Mislim, klej je sigurno apel za vse politike v Sloveniji, pa mi ni važno, ali so desni, ali so levi, ali so sredinski, ali so zeleni, ali so oranžni, ali so plavi, ali so črni. Tukaj bo treba začeti delati. Mislim, klej ni bližnic. Klej bo treba začeti delati in to, kar govorite, kar obljubljate, bo treba resno prenesti na teren in omogočiti stvari, da se bodo začele premikati. Jaz imam en drug apel. Jaz bi šel pogledati to vetrno polje. Lahko eno je glunča, druga je pa, se ti spomniš, a je... Jaz enkrat sem to malo brsko, ker me je zanimalo, pa sem rekel, da bi... Jaz bi se zapeljal enkrat nekaj pogledati, z električnim avtom. Evo. Lahko naredimo eno tako zgodbo, pa tudi gremo noter pogledati tam, kjer... Kako to zgleda? Kjer veter res se ujame v vetrnico, gre v zobnike, tam naredi moment. To. Pa rata mama je energija. Ja. Matic, zdaj mi še nekaj povej, ker vem, pa ne vem, če si prej omenil, ker si govoril o upravljalcih. Tudi ena od teh direktiv je ta, da vse javne polnilnice, ki so zdaj dostopne, bojo nekoč rabile upravljalca. Ja, v bistvu res je, no, se pravi, ta glavna stvar, ki se tudi pogovarjamo z vidika, bom rekel, nekega nacionalnega upravljanja z samo energijo, je tudi zelo pomemben aspekt, kdaj mi to energijo porabljamo. Ne? Se pravi, če bomo mi kar naenkrat preklopili, ne vem, 1 milijon avtov na elektriko, pa vsi želeli imeti 150 kW polnjenja, ne? To pač ne gre. Zato je zelo pomembna vloga tukaj upravljalca in ta vloga se bo trenutno, ko je toliko malo vozil, tudi naše omrežje, danes, kot je bilo tle v podcastih povedalo, da naše omrežje ni dovolj dobro, ne? Da bi suportiralo ogromno število, ne? Ampak jaz mislim, tle lahko saj deloma pomirim, ne? Da naše omrežje je dovolj dobro, da
vsaj nekaj 100,000 vozil bi že prenašalo tako, kot je. Ob pametnem polnjenju. Ob pametnem polnjenju. Ne? In to je tista vloga upravljalca. Ne? Se pravi, upravljalec gleda celoten grid, ne? Se pravi, gleda celoten odjem in ga temu primerno upravlja. Ne? Se pravi, zelo pomembno je vedeti tvoje navade. Ne? In tukaj tudi zelo veliko efforta dajemo v to. Ne? Se pravi, mi želimo od tebe kot uporabnika zvedeti, kdaj ti pravzaprav rabiš avto. Ne? In to tvojo potrebo, recimo jaz ne vem, karikiram zdaj čisto, ampak recimo ob 8 zjutraj jaz vem, da rabim avto za 250 km, ker grem v Maribor, pa ne vem, bom tam še preklopil nekje na javno in potem bom šel nekam še recimo nazaj. Ne? In če ti avto pripelješ domov ob 5, ne, ko si otroke pobral v šoli in ko si, bom rekel, opravil še nakupovanje, ne, se pripelješ domov, ta avto se ne rabi začeti takoj polniti, ker ti tega avta ne potrebuješ takoj. In če jaz lahko ta tvoj load, ne, v bistvu to moč znižam in ti pripravim avto, da bo ob 8 tebe čakal toliko, koliko rabiš, ne, na neki tej mikroravni, potem bom rekel zelo veliko teh vprašanj, ki jih imajo, bom rekel, neki sistemski menedžeri, ne, ki pa upravljajo celoten grid Slovenije, ne, lahko zelo hitro rešimo. Ne. In tukaj je zelo pomembno in tudi ta AFIR direktiva, ki smo se danes nanašali glede tistih plačilnih terminalov, narekuje tudi, ne, da vsaka javna polnilnica bi mogla imeti svojega upravljalca. Ne. Ker to ni enostavna stvar. In tukaj ne more vsak, bom rekel, handlati neke javne polnilnice na način, ki se bo zahteval, slej ali prej. In tukaj je zelo pomembno in tukaj se tudi mi kot Petrol se želimo pozicionirati kot enega izmed glavnih upravljalcev, se pravi, ne vem, recimo tudi kakšna občina želi svojim občanom ponuditi neko polnilnico. Ne. Ampak oni ne znajo s tem upravljati. Ne. Oni bi mogli posebej nekoga zaposliti za to, da bi se s tem dnevno ukvarjal, ne, kar se jim enostavno ne splača. Pa zdaj bom jaz mogoče se še marketinško pridružil na mest tebe. A veš, to nekomu tudi pomeni lahko zaslužek, ne? A veš, pa tudi konec koncev si uvrščen na nek zemljevid polnilnic, ki je marsikomu dostopen prej, kot če nisi, ne, znotraj njihove mreže. Se pravi, a veš, ti kot neka občina, če ti v interesu kaj zaslužiti, če ti v interesu, da kdo pride k tebi, se boš znajdel na Petrolovem zemljevidu, pa še nekaj imaš od tega, ker tist, ki bo preklopljen, a veš, na koncu gre denar tudi tebi, ne? Pa predvsem moraš se znajdeti na zemljevidu, ne? Zdaj tudi mi, ko govorimo, ne, vidva sta tudi prej rekla, ne, v Sloveniji imamo dejansko sploh teh javnih električnih polnilnic na izmeničnem toku, se pravi, ACA jih imamo res veliko, ampak veliko imamo tudi enih takih, ki so v nekih občinskih upravljanjih in ti se tja pripelješ in nimaš niti kontaktne številke, pač vidiš tisto obledelo belendo, vidiš zaslon, na katerem nič ne piše, probaš vtakniti in se nič ne zgodi. In to je neka infrastruktura, ki je sama sebi namen in to je pa problem tega, kar si glih rekel, ker ni odzad nekega upravljanja. Ne? Jaz sem povedal že anekdoto, ko sem se pripeljal po letu v Holandijo, prislonil sem kartico, ni mi dalo izbere, se pravi identifikacije s kartico, jaz sem poklical na telefon, zraven sosedna hitra polnilnica vaša imela isto težavo, ne? Zraven je bil en nemški par z Mercedesom EQE, sta me vprašala, mi smo zavrteli telefonsko številko, v dobrih 10 minutah je stekla polna polnilna moč, zato ker je odzad upravljalec, ki ima sistem. Tako. Ne? In to je zelo pomembno, pa še prej, kaj sem se hotel še navezati, neki na tele bencine. Pa zdaj, če že aplikacijo ponujate, ne, polka bo več električnih avtomobilov, ne? To aplikacijo na poti se pa v končni fazi lahko z vami tudi sklene paket, pa ima benzin cenejši za to, a tu pa niste razmišljali. Ta je pa kar zacementiran. Letos je mogel Petrol z negativno maržo prodajati benzin, tako da je to kar izziv. Ja. Pa zanima me, verjetno je številka, ne vem, če je v javnost, ampak koliko elektrike pa zdaj v svoji polnilni infrastrukturi vi dejansko na leto, na mesec spravite že na kolesa? Ja, v bistvu letošnjem letu bomo 2,5 gigavata. Se pravi, 2,5 gigavata bomo mi letos, za naslednje leto je projekcija 4. Tako da... Gigavate. Lani je bila pa 1 v bistvu. Ja, tako da 1,2, no, ampak ja. To je kar, mislim... Praktično se zaenkrat poveča. Se razvija, zelo se razvija in tudi bom rekel... Sem mislil vprašati, če smo presegali mejo gigavata, pa... A tako je to? Ja, tako je to.
Čist še eno tako vprašanje, ker najbrž imate v pogledu to, a se je kaj povečal promet tudi na račun tega, da je drug ta ponudnik začel zaračunavati zdaj storitve? Ja, začel je od 1. novembra. Ja. Začel je od 1. novembra, se pravi, bomo rekli, da se malo pozna, ampak zaenkrat še ne tako bistveno, no, pa tudi če ni toliko časa minil, da bi to konkretno opazili. Ja. Ampak jaz mislim, da smo tukaj mogoče, vsi ponudniki, ki smo to ponujali, ne, tudi mi smo imeli zastojn do 15.2.2021, smo imeli tudi mi vse AC-je zastojn, ne, te počasne polnilnice, ampak se mi zdi, da včasih mogoče smo pri uporabnikih mogoče dali napačno sliko, ne, saj verjamem, da so vsi hvaležni, ker smo to na tak način počeli in smo tudi, bom rekel, mi prispevali k temu, da se je elektromobilnost mogoče malo hitreje razvila, pa da je kdo prej pomislil, da bi to začel. Ampak vseeno se mi zdi, da smo si naredili pa kar eno tako krvavo uslugo, no? ker danes pa je veliko takih uporabnikov, ki pa kar pričakuje, da bo pa vse stvari zastojne. Ja, da bo on v bistvu polno na javni polnilnici za recimo, ne vem, 1,22 € na mesec in da bo neomejeno praktično polno. Ne? Doma mu je pa logično, da sušilc, ki je preklopljen na elektriko, plačuje. Ne? Seveda, ne? Pa noben ne razmišlja o tem, da bi ga preklopil. Tu imamo isto težavo tudi vsi ponudniki vsebin. Ker v Sloveniji je bilo na internetu je veljalo od samega začetka, jaz se spomnim, ker sem otrok digitalnega medija, v Sloveniji se za nobeno vsebino nič ne plača. To je težava. Pripravljam si dati Netflixu, ne vem koliko na mesec. 12 € na mesec, ne, sem, da imaš tisto, a tle pa nobenmo, ne. Mislim, in ta mentaliteta včasih, ne, mislim, malo se sprašuješ, pol kam to vodi, ne, in v bistvu s tem se kar dosti ukvarjamo. Zato pa mi nobenemu rok ne zvijamo, ampak lej, če pa slučajno kdo zavije v spletno trgovino, pa si vzame naš kos mrča, tako da hvala. A smo ready za zadnje atmosfersko vprašanje? Jaz mislim, da smo. Lej, pač, vsak dobi isto, tako da vajn prvi avto. Kar ti začni. Lahko bi rekel, da nimam prvega avta, ker jaz ga nisem nikoli kupil. Vozim pa zdaj avto, ki ga je moj dedi kupil, star je že 22 let, Nissan Almera in sicer ima sam 105.000 km, tako da večinoma kolo uporabljam po mestu, ampak če ga kaj rabim. Lepa zapuščina. Lepa, a boš prodal, kaj je to? Ne, zaenkrat, ker je tako lepo ohranjen, ga kar čuvam. A je 1.5 dizel ali je benziner? Benziner. A je bež notranjost? Kaj, če? Če je bež notranjost. Almere so imeli ful lepo bež notranjost. Pa ne, mislim, je črna. Črna je, Okay. Tic? Renault Clio 1.2, 2.03, mislim, 2003 letnik. Dolenček. Ja, tako. Kaj ne rečem, no. Lepo. Nikamor ni šlo, bil je take grozne zelene barve, ki se je že kar malo lušila, ampak... Bil je pa simpatičen. Bil pa je prvi avto, pripeljal mi da dobro. Sta dve zeleni, bila je ala British Green, pa tista malo na turkizno, ko vleče. V bistvu je bila, jaz mislim, ampak ni bil čist British Green, pri temu 2.3 je bil, ne vem, če tisto glih, ni taka British Racing Green, ni tisto Aston Martin, ampak je bil... Tisto je bilo pred letom 2000, vem, kjer o ti mislim, ko so bili RTI, Metalik je bil. Aha, okay. Ta je bila taka, neki rjava zmešana, tako. Z vsakim letom je bolj rjav, ratval, pa ne. Nekaj moramo še razčistiti pri temu prvemu, ko so le fantje New Age, ne? Ja. Kaj pa prvi kolo? Prvi kolo, jaz sem pa tekmoval s kolesi, tudi gorsko, ampak prvi je bil, mislim, veš, da ne vem, po mojem prvi je bil neki majhnega, ne. Poni. Po mojem, da je bil res poni nek za otroke. A pa si imel štango zašvasano čez, ali ne? Nisi? Po mojem, da ne. Jaz sem si štango zašvasil čez, da je bil bolj trd, veš. Sem pa zdaj lasnik enih 4 koles, ker vozam od downhilla, desne specialke. To še udar, ki me pa res zanima. A ne bi videl to potem, kaj je stolo? Ne, tu mora povedati, ni pravil. Ni pravil, nova generacija, ko se nasmejo, prej se od točke A do B ni nasmejo, ker jaz imam bicikl od točke A do B, on ima pa avto, ampak zdaj se je pa nasmejko. Ajde v strel. A kjer je? Ja, za v bistvu enduro imam Giant Train, ne? Pol imam eno specialko, ki vozim, pa imam še enega trdaka, tudi Gianta, to je malo za skoke, drte.
Kaj je trdaka? Ja, tako se temu reče. To je v bistvu za skoke, kjer je ravninska proga in ne rabiš. Medtem, ko za to enduro imaš polno zmeteno kolo z najmanj 17 cm hoda. Kaj je trdak? Stari, da ni sram, pa golovc imaš pred vrati. Ja, pa veliko se na golovc vozim. Naprej? Ja, pa imam pa še eno mestno kolo, ki ga pa pač uporabljam po mestu. Tega, kar smo videli. Ja, tako je. Ja, to je to. To je to. Matic, Luka, ful hvala. Jaz sem užival, pa ful hvala za pištolo. Z veseljem. Tudi mi je so ful uživala. Drugače vam pa povem, vam lahko nekaj zaupam čisto po pravici. Jaz sem zagovornik raznolike mobilnosti, kar sem že večkrat povedal, tako da bom to še dolgo uporabljal. Ajde, čau. 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 Poj si jaz moram letati, ker me bodo ubili. Čakaj, sliko moram narediti. Ja, sliko moram narediti. Čakaj, če se pa s Cirilom nismo slikali, on je atmosfera. Pa čakaj, še 3 minute pol počakaj, prosim te.